Želiš na Erasmus izmenjavo in ne veš, kako se tega lotiti? Na spletni strani Mednarodne pisarne Free najdete razpis, navodila za prijavo in seznam bilateralnih pogodb. Na razpis se prijavite elektronsko preko informacijskega sistema Studis, v katerem oddate prošnjo za prijavo na študijsko izmenjavo v tujini. V prijavi lahko navedete do 5 destinacij. Prošnji morate obvezno priložiti motivacijsko pismo na eni strani. Vendar pozor! Pri celotnem postopku so najpomembnejši roki. Po roku izpolnjevanje prijav več ni omogočeno. Če prijavo oddate pravočasno, se lahko sprostite in počakate, da vas Erasmus koordinator Free obvesti o izboru po elektronski pošti in vas nominira na tuje ustanove. Fakulteta za računalništvo in informatiko izvede razpis, nominacijo v tujino, podpiše online študijski sporazum, izda potrdilo o priznanih obveznostih in izvede poročanje v EVŠ. Tuja univerza vam poda informacije o rokih in načinu prijave, študiju, nastanitvah, urejanju online študijskega sporazuma in potrdilo o obveznostih. Univerza v Ljubljani ureja financiranje, jezikovno preverjanje ter poročanje. Kako pa poteka postopek prijave na tujo univerzo? Ustanove gostiteljice vam pošljejo navodila, prijavne obrazce oziroma se prijavite prek njihovih spletnih aplikacij. Bodite pozorni, ker znotraj EU ni enotnih rokov za prijavo. Pred odhodom je treba skleniti online študijski sporazum. Seveda pa vam ob odhodu na izmenjavo pripada tudi finančna pomoč. Če bi izmenjavo želeli podaljšati, je treba urediti pisno strinjanje Erasmus koordinatorja na Free in tuje institucije, dopolnjen online študijski sporazum, podaljšanje financiranja pa je možno le v primeru, če so na voljo sredstva. Ko uspešno izvedete izmenjavo in se polni novih izkušenj vrnete domov, je treba urediti še nekaj stvari. V Studisu oddate sledeče dokumente: print screen OLA sporazuma, kopijo potrdila o obdobju izmenjave, ki ste ga naložili tudi na spletno aplikacijo UL, kopijo uradnega potrdila o opravljenih obveznostih v tujini ter ostala relevantna potrdila, v primeru priprave zaključnega dela neformalno poročilo o izvedenem delu, neformalno poročilo o študiju v tujini. Pod opombe vpišite predmet, za katere želite, da se vam priznajo za obveznosti opravljene na tuji instituciji, še posebej, če to ni jasno razvidno iz študijskega sporazuma. Dokumentacijo morate v Studis oddati najkasneje 3 mesece po zaključeni izmenjavi. Vkolikor pa potrebujete priznane predmete zaradi vpisa v višji letnik, morate dokumentacijo oddati najkasneje do 20. avgusta za tekoče študijsko leto. Ob koncu izmenjave morate v VIS oddati tudi končno dokumentacijo, da boste prejeli še drugi del štipendije. Čeprav postopek zahteva nekaj natančnosti in pravočasnosti, ti izkušnja, ki sledi, več kot poplača vas trud.